Tako da, pozdravljene, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v našem podcastu današnjem. In z menoj je danes en poseben gost, in sicer Nino Batagel. Nino, živijo. Zdravo. Kak si? V redu. Lahko ti vem, da je to moj prvi podcast, tako da... Prvi podcast? Ja. Moram reči, da mi je res v čast tole zdaj. Odlično, ok, že malo bo sproščeno tukaj izpravo. Top. Super. Nino, ti se športaš, sem slišal. Ja, jaz mislim, da se čisto normalno rekreiram, kakor bi se mogli čisto vsi, no. Ok, s katerim športom pa? Zdaj trenutno sem kar dosti na kolesu, na handbajku, ker sem si ga pred kratkim nabavil. Pa zdaj smo se začeli malo še potapljati na vdah, pa s fanti bomo začeli rugby na vozičkih zdaj igrati po temole vseh zaprtih telovadnic, smo končno dobili nek termin in to je nekako to. Lepo, se pravi, imaš več različnih športov, s katerimi nekako handlaš? Ja, zato ker se mi zdi, da če se omejiš, vsaj če si kakorkoli gibalno oviran, pa ti bodo samo ene mišice delale, ne? Če si jih pa razkrojiš športe, malo tam, malo to, malo uno, se bo pa celo telo bolj enakomerno razvijalo, tudi manj poškodbo. Ni treba pretiravati samo v eno smer, no. Kaj imaš kjer najljubši šport? Kaj ti je najbližji? Zdaj trenutno, ja, ful je, no. V vsakem športu je nekaj posebenega, no. Ne moreš zdaj reči, da je en šport pa top of the top. Recimo, ne vem, s kolesom, ko greš nekam v gost, ko si prvič po nekolikem času ali pa sploh prvič na tisti lokaciji sam izmed vseh, nobenega ni blizu, ali pa ko si pod vodo res ekstremno dolg, pa ko preplavaš zelo veliko, ali pa recimo, ko plešaš, pa ti nekaj uspe, nekaj na hitro tako izvesti, pa da izraven še lepo, ali pa neko dobro blokado narediti. Pač povsod najdeš nekaj, no, se mi zdi. Vsak šport ima tisti en trenutek, ko ti da nek občutek evforije oziroma ja, za katerega se splača delati, no. Fino, kaj si pred nesrečo veš kakšne druge športe tudi? Pred nesrečo, se pravi, preden sem si poškodoval vraten del hrbtenjače, ko sem skočil na glavo v vodo, sem se ukvarjal s hitrostnim rolanjem, pa smo v bistvu tudi nekako downhill z rolerji, vozili smo se po bob stezi dol, spuščali v Sarajevo, pa take zadeve. Kolesaril sem tudi zelo veliko, inline hokej sem igral, ko sem bil v golu, no. Čeprav sem ful dobro znal rolati, s palcem mi ni šlo, pol so me pa v gol postavili, tam je bilo pa dobro, ker sem se znal hit padati, pa pobirati, pa metati. Ok, se pravi, si športnik že v bistvu skozi? Si Ja. na nekog šport veselil? Ja, od nekdaj, pač sem bil rad aktiven, rad sem bil zunaj, rad sem bil v naravi, ne vem, rad sem imel občutek, da so me pekle mišice, ko sem kaj delal, no. Kaj pa recimo po nesreči, kak dolgo si recimo ti rabil, da si pa prišel nazaj nekako se športati, oziroma si imel kako obdobje mogoče, ko, bom rekel, z nizko motivacijo, ali pa recimo si poštudiral kdaj, da se boš v športu? V bistvu, že med samo rehabilitacijo sem vedel, da športi, ne vem, parašporti, tako poimenoval, obstajajo. Nisem pa vedel, kako se jih lotati točno, ne. Po sami rehabilitaciji sem se recimo s plavanjem spoznal tako, ko me je zanimalo, če bom na morju sploh še znal plavati. Veš, kako bo zdaj, ne vem, ko ti 3/4 telesa ne dela, kako boš zdaj šel v vodo, ko val pride, bom plaval, ne bom plaval. In sem probal v bazenu, dobro mi je šlo. Pa se pa iz neke te zanimanja prišlo to, da sem se začel kar vsakodnevno ukvarjati s plavanjem, da sem prišel do svetovnega prvenstva. Pa imaš pa zraven, ne vem, ful stvari te zanima, ne vem, ali lahko basket igram, kako bi ga zdaj igral. Saj ne profi, sam tako, da bi samo probal. Malo rekreativno, ne. Ne vem, tako kot ti, ko si kupaš superge, pa ko greš, ne vem, s kolegi na koš parkrat vrščeš, da greš tudi tlele, ne vem, se na en voz dobiš, pa greš, ne vem, na koš vršč ali kaj tasga. Ampak je pa problem pri parašportih, da mora biti vsa ta oprema nekako prilagojena prav posebej zate in nimaš toliko keša, da bi samo probal, ne. Moraš se pol kar ukvarjati s tem. Če že vložiš, najverjetno se pa splača nadaljevati, oziroma je velik vložek, če potem ne bi se verjetno... Ja, je pa res, da ne veš, kaj ti najbolj sede, ne. In zato pa rabaš veliko časa, veliko moraš probati, veliko improvizacije,
Evo, veslam tudi rad, no. Sploh polet sem si en sup sestavil, v bistvu sup je lahko kjerkoli, pol si pa en sedež gor, kar zgurtnem, prpnem in veš, tako se pol improvizira, no. Vesla si zvežemo roke in gremo. Lepo, fino. Ja, tako da velike improvizacije, no, kar je pa že spet tako, veš, ko improviziraš, ni nikoli tako dober, kakor je profi narejen, če ni tako, kakor je profi narejen, se ne moreš toliko dati sebe, pač ne moreš toliko moči dati, ne moreš toliko uživati, kakor če bi imel profi opremo, ne, ampak ja, to je, mislim, da je nek minus, no, da ni nekega sistema, kjer bi ti lahko testiral vso to opremo, pa Da bi lahko kaj izposojal, ali pa kaj takega, oziroma da bi lahko prišel nekam te športa, pa sprobil nekako. Ja, ne vem, da bi med samo rehabilitacijo na Soči imeli, ne vem, popoldne bi imeli ekipe basketa, ragbija, ne vem, plavalci, kdorkoli bi imel suhe treninge, ne vem, pacienti bi pa prišli, pa malo pogledali, pa reče, gled, tle imaš voz, used se, Probi malo. kako je, probi malo, až tako, no. In pa bi tudi, ne vem, pacienti videli, da življenje po nesreči je možno. In ne vem, čez nek šport navezali stik z vrstniki zdaj. In mislim, da to zelo manjka, no. In bi bilo veliko več ljudi potem tudi vključenih v šport, veliko več ljudi bi se ukvarjali s športom, manj bi bilo pol kakšnih depresivnih trenutkov, ker šport je tudi, ne zdaj sam pri poškodbi pomaga, nasploh ti šport pomaga za počutje, ne. Manj zdravstvenih težav, pa če se rekreativno s tem ukvarjaš, no, ne zdaj neki profi variante, ampak ja, tako da mislim, da se tlele da kar zelo še izboljšati sam sistem dela, no. Ja. Si predstavljam, da bi recimo potem tudi pacienti dobili veliko večjo motivacijo, če bi videli, da športanje je še vsaj možno, sicer lahko omejeno, ampak še vsaj čisto možno, ne, vsa tudi rehabilitacija se mi zdi, da bi potem bila hitrejša in veliko bolj uspešna, oziroma vsaj kar se morale tiče nekako, no. Meni se zdi, glej, nisem zdravnik, no. Nisem zdravnik, lahko iz osebne izkušnje povem, da bi mi to veliko bolj pomagalo, no, ker popoldne si na Soči nimaš nič za delati, no, tam v 2-3 se terapije končajo in to je to. Bi pa ja, če bi šel kdaj lahko do telovadnice dal pogledati, bi ti tam meni pomagal se na voz presesti, dal žogo v roke, ne vem, v bazen je tam, zdaj ne vem, zakaj se ne uporablja za paciente, ker lej, voda, ko si enkrat na vozičku, je voda edini medij, v katerem si ti lahko brez vozička. Samo res, ja. Ja. In ja, to. Kaj pa ti je bila recimo tista neka motivacija, da te pol gnala za športa, pa še to naprej, da ostaješ aktivn? Je bila kakva taka posebna? No, izgleda, da je bilo to v meni, no. Ne vem, ne moram reči, da bi rekel, skozi sem imel tudi v mislih, veš, če se bom ukvarjal športom, bolj si bom mišice razvijal, hitreje in lažje bom neke stvari doma delal. Ali je to zdaj presedanje iz voza na poslo, ali v avto, ali več kondicije dobiš. Tako sem razmišljal, no, da je v bistvu šport potem lahko tudi neko nadaljevanje rehabilitacije. Itak rehabilitacija pol skozi traja, nekaj priješ domov, ko skozi nekaj novega ugotoviš, pa vidiš, kaj pa, kako pa se prilagajaš. Ampak šport je pa prisilil to, da veliko hitreje prideš do teh ugotovitev, no. Sploh, če imaš pa zraven še ljudi, ki so šli čez isto, če je to ekipni šport ali pa ti pa lahko tudi na sveti pomaga, ne. Neko peer-to-peer counseling ali ne vem, kako se temu vrstniško svetovanje. Moralna ali pa kakorkoli na sveti priporočila, verjetno. Kaj bi ti rekel, recimo, da se je tvoja, ko bi rekel, motivacija ali pa zagnanost za šport, pa kakorkoli recimo spremenila po poškodbi? Si imel kaj manj motivacije ali ti to mogoče bil še nek dodatni izziv mogoče, ko bi... Nekako spoznal sem, da če imaš cilj in veš, zakaj delaš, pol ni težko najti motivacije. Da razložim, no. Zdaj recimo, ko sem začel plavati, sem imel pol na začetku malo sem, malo nisem, pa ne da se ti na trening na to. Pol sem si pa zadal cilj, ajde, v 2 letih bomo toliko natrenirali, da pridemo do evropskega, do svetovnega prvenstva, ne. In veš, da če hočeš ta cilj doseči, moraš nekaj delati, ne. Ni tako, danes mi pa ne daj, ne. Ker tako pol tudi pride do napredka. To sem se seveda naučil od začetka športom, ne. Če bi rad
bil dober, moraš delati. Zdaj fajn je pa, da si postaviš nek cilj, nekaj, da si zadaš, da veš, zakaj delaš, no? Ker drugač je pa brez veze. Zdaj, ja, se uživaš pa vse to, ampak ne vem, lahko ti je cilj tudi ta užitek, pa da lažje priješ do tega užitka. Spravi, Da se vsak mučaš. mogoče bi ti nekako pri motivaciji pomagalo to, da si zadal cilj, da bi bil kompetitiven v športih, recimo tekmovanjem, ti je to mogoče? Recimo, na začetku mi je kar zelo so mi pomagali tekmovanja, pa primerjanja časov, pa si bil boljši ali ne, nisi bil boljši. Pol pa ne vem, je to, ko prideš čez 30 ali ne vem kaj. Zdaj pa mi sploh ni več za neko tekmovalnost, da si prvi ali si drugi ali si šesti. Ajde, valjda, lepo je biti prvi, ne, boljši. Ampak si mi gre bolj za to, da doživim občutke gibanja v vodi, da doživim to, ne vem, prej sem rekel, da imam rad, da me mišice pečejo, ne vem, bolečino v mišicah, ko greš v klanec gor s kolesom, pa ko prideš na vrh, pa ko se pol tu dol spustiš. V bistvu grem bolj, ne vem, ne znam razložiti, no, nekako se mi ne da več tekmovati, da bomo prvi ali bomo zadnji, nekako, ampak bolj zdaj v bistvu res sam zase, pa da svoje meje premikaš. Si je pa klede malo težje po mojem cilju sestaviti, ne, ker Ker je nek tvoj osebni, verjetno. Ja, cilj, ker ne? greš prek neke osebne meje si postaviš, kje pa kaj pa kako boš dosegel. Ni tako zdaj merljivo, da zdaj bom pa takrat bom med prvih 3 tam pa tam, ne. Bi mogoče lahko rekel, da se bolj tekmuješ sam s seboj, s svojim včerajšnjim jaz, recimo, da bi probal neko mejo premakniti, bolj v tem smislu, kakor pa da bi z drugimi. Recimo. Super, to je, ja, to je en tak, jaz imam tudi, recimo, rad ta način, zelo rad hodim plezati, na primer, ne, in se spomnim prvih dni, ko narediš par prijemov in te strah in vse to in roke tresajo, vse, in pa tisti prvič, ko narediš tisti malo večji dosežek, nobenega drugega nisem premagal, samega sebe sem premagal od včeraj. Vse to, pa ko vidiš eno smer, pa ko rečeš, ok, to bilo pa res cool klele gori. In pa greš probat, ti najde prvič, 2-krat, 3-krat, 6-krat, 10-krat ti ne uspe, sam ko ti pa rata, pa ok, good. Je pa ti zelo Gremo pa zdaj še eno, ne? Ja, tako je, gremo pa zdaj pa kar malo težje naredimo, tole smo speljali, gremo na malo težjo zadevo. Fino. Kaj sem mislil, a bi imel mogoče kakšne, kako bi zdaj rekel, recimo za mogoče ljudi, ki so v podobni situaciji kot si ti, kakšne besede, kakšne priporočila, mogoče nasvete za njih, za naše poslušalce, če bi mogoče se znašli v podobni situaciji kot si? Da greš pa da probaš. Zdaj tako je. Nihče v življenju od tebe te ne bo prosil, da se ukvarjaš z nečem, kar bi bilo tebi užitek. Ti si tak, ka se moraš lotati tega, pa ka moraš biti tečen, pa okoli klicati, pa a si lahko tisti sposoda, a lahko uno, a lahko tretje dobim. Ker če boš sam čakal, boš zgubil dneve, tedne, mesece, ne. Pa že ni več sezone za to, pa za tretje, pa za četrto in moraš si najti neko okolje, ki ti bo podpiralo to, kar si želiš in ker boš najdel to opremo, ki jo rabiš, si želiš, no. Je pa res, ja, na začetku je pa vse z nekimi financami povezan, tako da, ja. Pa če se kaj zimprovizira, pa z duct tapom zalep, pa če gre, je pol veliko boljše, če se tudi profi oprema kupi. Ja, razumljivo. Vse načeloma, to je to, imaš še kakšno posebno stvar, ki bi želel ti povedati, mogoče izpostaviti kakšno zadevo? Ne, samo to, da se gre pač, glej, čim več različnih stvari probati, čim več, pa ne samo probati se je lotati, to je, če samo enkrat probaš, pa da veš, da ti ne gre, to je, kaj da nisi probal. Ja. Ampak tako, dej, imej malo dedicationa, pejte jih 5-krat, 6-krat probati, smučati. Jaz sem šele tako videl, da to pač ni zame, ko me zebe, gremo raj iz tistega sedeža narediti sup, pa je lepo toplo, pa se, ne vem, pa malo moraš biti odprte glave, no, moraš pustiti, da pa verjeti, mislim, tudi ko gre narobe, kaj moraš verjeti, da bo šlo boljš, ko se navadaš, ja.
So kakšni drugi športi še mogoče, ko si zdaj kaj kuko, da bi se mogoče še jih lotil, a se pa že bolj držal teh, kot zdaj, kad zdaj trenutno delaš, ali ti je še kaj uč potegnati, kak drug šport mogoče? Zdaj, odkar sem slišal, da obstaja parabob, to že nekaj 5-6 let vem za ta parabob, me to zelo zanima, sam bob je, mislim, gremo se najprej lepo s telim športi, ki se zdaj, tisto pa sploh ne vem, kako prida do tega, pa sploh ne vem, ampak tako parabob se misliš, ne vem, že odkar sem gledal tisti film Ledene steze, se mi zdi, da bob moram iti probat, ne vem, prav kliče me, da se prevrnemo, pa da vidimo, kako gre to po ledu, po glavi dol, ampak ja, ne vem, glej. So bi pustil malo preseneti, če prej kakšen šport, recimo tako mes. Ja, sej ni, problem je že spet, no, to je že spet en izmed športov, ki ni tako plavanje, gremo na bazen, bomo probali. Rabiš stezo, rabiš bob, rabiš ogromno stvari, ekipo v bistvu tudi, ne, da si sam. Ja, ampak ja, me pa tako pač ta ideja o parabobu. Pa zanimivo je, vsi imajo isto štartno proceduro, te ne vem, te porine ali nekaj tazga, pa bremzati ne smeš. Kdaj? Pa ko se že peleš dol? Ja, ne smeš bremzati. Kazenske točke dobiš, če bremzaš. Samo pri parabobu ali tudi pri... Ne, samo pri parabobu. Ja, to je vse, kar vem o parabobu. Okay. Da imamo vsi isti štart, pa da ne smeš bremzati. To je tudi vse, kar me je zanimalo. Ok, zanimivo. Ok. Do zdaj nisem še v bistvu nikoli slišal za parabob, nisem da je to... Verjamem. Jaz tudi ne, dokler mi ni en, mislim, da je Estonc povedal, ampak ja... Glej, to so pravila, ki jih vem, to je pa tudi vse, kar vem. Je pa tako taka ideja, ki mi ne da miru. Ja, res upam, da če boš dobil to priložnost, no, da boš porabil, oziroma jaz si predstavljam, da če boš dobil to priložnost, da se bo zikar hotel pelati dol, ne? Valjda. Ja. Jaz tako se rekel, tudi zaradi filma, naprimer, če ne iz tega vidika bi šel se spustiti dol, ker zelo ljubi film, ne? Zelo ga imamo rad. Je nič, Nino, načeloma je to. Tako da, Nino, hvala lepa za obisk. Upam, da bomo lahko še sodelovali tudi naprej. Če te rabimo še kaj mogoče za ta projektek, se nam lahko pridružiš. Z veseljem, hvala za vabilo, pa z največjim veseljem sodelujem pri projektu, ki se kako imenuje? Adaptive Sports Program. Sliši se dobro. Mednarodni projekt, tako doma angliško je. Hvala ti še enkrat. Hvala tebi.